Živijo, ste mogoče že kdaj bili v kakšnem odnosu, partnerskem odnosu, ki vam je bilo res težko biti skupaj, ker ste imeli občutek, da ta bližina nekako duši, da je ta bližina naporna, da ta bližina v resnici sploh ne usrečuje do take mere, kot imamo mogoče eno splošno predstavo, da ne bi partnerstvo usrečevalo. Hkrati pa ste se znašli v eni taki težki poziciji, zato ker niti niste želeli oditi iz tega razmerja oziroma vas je bilo strah, da bi se končalo. Danes bomo govorili več o tem, zaradi tega, ker niste sami, če se srečujete s tem. Tako da pozdravljeni nazaj v oddajo. Sem za začetek, da se predstavim, zdaj tisti, ki redno spremljate moj YouTube kanal, ste mogoče opazili, da me nekaj časa ni bilo, ker res je, da sem pravzaprav z intervjuji in s temi sodelovanji bila ful zadovoljna, ogromno enih novih stvari izvemo. Po drugi strani pa je dosti zahtevno usklajevati turnike mojega in od drugih strokovnjakov, tako da se je nekje na neki točki ustavil, nič hudega. Sem pa danes pravzaprav nazaj sama, v lastni režiji, zaradi tega, ker rekla narobe zmenila in kdaj kakšna ura tudi odpade. Ampak če to uro lahko porabimo koristno, nič hudega. In jaz jo bom danes namenila za tale ponovno uživetje YouTube kanala. Hotela sem se predstaviti, torej sem Eva Erpič, strokovnjakinja za odnose in intimo, zakonska in družinska terapevtka. Zdaj, terapije delam že kar nekaj let in jaz vam bom povedala kakšno izkušnjo iz osebnega življenja, kakšno izkušnjo iz terapije, seveda z spremenjenimi podatki. Ampak kot kakšen primer tega, kaj vse se nam v življenju dogaja, ker kaj enkrat slišiš tele zgodbe, ki se odvijajo v raznih pisarnah terapevtskih, ugotoviš po eni strani, koliko smo si z ljudmi podobni, koliko je lahko nekega trpljenja v nekih hišah ali kako ne rečem, nekih odnosih, kjer na prvi pogled zgleda vse super in fajn in če sodimo samo od zunaj, si ne bi nikoli mislili, da se tam karkoli dogaja. Ko pa pravzaprav slišiš, kaj nekdo navznotraj doživlja, kakšen je naš notranji svet, pa saj ne, da spremenimo mnenje o ljudeh ali da to pomeni, da zdaj ta perfekt slika, ki jo vidimo navzunaj, ne velja več, ampak da je pravzaprav v odnosih veliko več nekih nijans. In lahko naredimo zelo krivično oceno, če ocenjujemo samo na izgled, če ocenjujemo samo glede na to, kar se nam iz te zunanje perspektive zdi. Ko govorimo z ljudmi, ko slišimo, kaj oni doživljajo, ko so znotraj nekega odnosa, pa so včasih stvari lahko čisto drugačne. Danes sem obljubila temo, da se malo dotaknemo, kaj bi rekla, toksičnih partnerstev. Zakaj sem uporabila izraz toksični? Zaradi tega, ker se mi zdi, da tako večina ljudi lažje razume neko nefunkcionalnost v partnerstvu, čeprav jaz menim, da to ni tista ta prava toksičnost v smislu, ta razmerja so v celoti za nič in slaba in te ljudje sploh ne bi smeli obstajati. Jaz mislim, da en del te toksičnosti, če se tako izrazim, imamo v vsakem odnosu. Stvar pa je, ali pa naš izziv pa je, kako začnemo mi to toksičnost sprejemati in pa po možnosti tudi reševati. Zdaj, res toksična razmerja, mogoče so tista, ki nas dolgotrajno uničujejo. To pomeni, da se že nekaj let vrtimo v krogih in ni nobenega izboljšanja, nimamo občutka, da lahko karkoli povemo, ali pa lahko povemo, pa nismo slišani, nismo razumljeni, nismo upoštevani v temu. In na dolgi rok
se pravzaprav takšne negativne izkušnje v partnerstvu ne kažejo več samo kot stres, kot kratkotrajen stres za telo, ampak se čez čas razvijajo dejansko v neko toksičnost v smislu, da telo rata prekurjeno, da telo en del sebe, svoje senzorike, svojega dojemanja zablokira, da se odtujimo od lastnega telesa, od lastnega čustvenega sveta, zaradi tega, ker če hočemo to toksičnost preživeti ali pa jo zdržati na dolgi rok, moramo en del teh senzacij zablokirati. Mogoče, če grem malo bolj konkretno, kaj to pomeni. Če ob nekom začnemo doživljati, če ob svojem partnerju, dajmo iti kar v partnerstvo, če ob svojem partnerju doživljamo, da nas partner ne razume, da ne spoštuje naših mej, ko mu postavimo neko določeno mejo in te meje ne upošteva, je to ta prvič, ko bomo postavili to mejo oziroma bomo doživeli neko razočaranje, bo to kratkotrajen stres. Bomo takrat čutili neko jezo, razočaranje, neko mogoče celo nek strah, kaj zdaj to pomeni, če nas partner kar ne upošteva, če ne spoštuje naše meje. In bomo probali nekako zgraditi neko strategijo, kako se temu zoperstaviti, kako naslednjič partnerju drugače razložiti, boljše razložiti, kako sebe okrepiti, kako bolj suvereno postaviti meje, kako bolj jasno in glasno izraziti, zaradi tega, da se to ne bi več dogajalo. In po prvi takšni izkušnji imamo še zmeraj neko upanje, da se je to slučajno zgodilo, da smo mogoče mi malo slabše razložili in se bojo stvari popravile in uredile in imamo še zmeraj občutek moči. Ko se takšno isto razočaranje ali pa zelo podobno razočaranje ponovi že ničkolikokrat, pa v naši notranjosti čedalje manj verjamemo, da bomo dejansko lahko dosegli spremembo, da bo v tem partnerstvu kdaj drugače in začnemo pravzaprav iskati strategije, kako živeti s tem oziroma se sprijazniti s to nemočjo. In naslednjič, ko partner spet prestopi našo mejo, ko jo mi postavimo, se ne odzovemo več jezno, se ne odzovemo več z načinom, da bi to urejali, ampak se odzovemo z neko žalostjo ali pa celo z neko apatijo, v smislu z neko ignoranco, saj sem vedela, da bo spet tako. Saj kaj sem sploh mislila, da sem pričakovala, da bo tokrat drugače. Tukaj, ko se začnejo takšni stavki, pa že začnemo prepoznavati, da smo šli v vlogo nemoči in ta kronična nemoč oziroma to dolgotrajno stanje doživljanja te nemoči pa začne vplivati na naše telo zelo negativno. Ker če mi v našem lastnem življenju nismo proaktivni, močni, da nimamo, rabimo imeti občutek, da lahko nekaj, kar si zastavimo, da lahko tudi dosežemo. In če tega občutka nimamo, če smo skozi v neki nemoči, v neki ujetosti, se začnemo spraševati o tem, kaj je sploh smisel življenja, kaj je smisel sploh teh odnosov, zakaj sem sploh tukaj, kaj je sploh moj namen, ker če itak imajo drugi to moč, da odločajo o tem, kaj si jaz želim, katere meje spoštovati, katere ne. Kaj je pol sploh smisel mene? Kaj je smisel moje volje, mojih potreb, mojega bivanja? Skratka, začnemo se zelo celostno spraševati o smislu našega življenja. Ko se začne itak to stanje nemoči, vsega tega konstantnega doživljanja stresa, tega nekega, bi rekla, depresivnega razpoloženja, se to je kot nek začaran krog, ki gre potem čedalje globlje, čedalje bolj navzdol in na tisti točki, ko se pravzaprav že nekako sprijaznemo s to nemočjo, začnemo razmišljati, da bi mogoče pa si želeli zaključiti to razmerje ali pa iti stran od teh razmer, od teh izkušenj, ampak pravzaprav iz tega stanja nemoči je zelo težko iti stran. Ko smo enkrat že toliko daleč, ko smo že enkrat toliko
pravzaprav zaciklamo v to vlogo noter, je najtežje takrat zdaj zbrati neko moč in reči, ja, zdaj danes sem se odločila, jaz nisem sploh toliko nemočna, grem kar v novo izkušnjo. Poleg tega pa, ko smo z nekom, vidimo ne samo tiste vidike odnosa, ki so slabi, ampak imamo neko tendenco v sebi, da začnemo pravzaprav upravičevati vsa ta dejanja. Sploh, če smo v odnosu s kakšnim narcisom, če smo v odnosu z nekom, ki, kaj ne rečem, konstantno ne upošteva mej in ni nekega spoštovanja, potem pravzaprav zelo težko sploh kaj dosežemo ali pa sploh kaj uveljavljamo svojo voljo, ampak se pravzaprav začnemo obešati na tiste točke, ki so pozitivne, začnemo pravzaprav sami sebe spreminjati in prepričati, glej, koliko je pa v bistvu tlele enih plusov, vse koliko je pa v tem vidiku fajn biti v tem partnerstvu, sej koliko pa s to osebo doživim pravzaprav na drugem področju nekega razumevanja, sej to, da pač zmeri zamuja in nikoli ne upošteva teh ali pa ni nikoli za vikende z nami, ne vem še kjere, pač izkušnje doživljate v partnerstvu, se pol nekako da kar malo odriniti, celo mogoče zelo gre to tudi zraven z vsemi zasvojenostmi, absolutno, če je nekdo zasvojen in se zraven borimo z idejo o tem, da bi ta, ki je zasvojen, nehal piti, se drogirati, kjerokoli drugo zasvojenost uporabljati za beg iz odnosa, smo pravzaprav mi tudi tam v eni koži nemoči. In je tudi takšno razmerje lahko na dolgi rok zelo, zelo toksično. Kaj zdaj, kaj gremo na to, kaj je rešitev? Vidim, da takole na pamet govoriti pol ure sama, veliko lažje včasih imeti nekoga za intervju vmes, ko druga oseba odgovarja, sem si lahko vzela, kakšen moment, da sem malo prevetrila svoje vprašanje. Zdaj sem pa sama, tako da hvala za vse spodbude in za to, da me spremljate zraven in mi vlivate pogum, da bo šlo tudi, če sem sama. Skratka, kaj bi še rada jaz danes, bom vseeno malo razmislila, kaj bi še rada z vami podelila. Mogoče, kaj me je nagovorilo k temu, zakaj sem prav to vsebino zbrala. Eno je, da se na Instagramu malo sem povprašala, katere teme bi si želeli poslušati, in večina je izglasovala, da si želite več tem o partnerstvu. In druga taka stvar, ki me je nagovorila, je to, da sem prejšnji teden imela en par na terapiji, ki sta že, kaj bi rekla, v nekem daljšem časovnem obdobju 7 let se lovila in bila skupaj narazen in te prekinitve so trajale tudi po 1 leto, kar sta bila narazen, pa potem spet skupaj pa poskušala pa spet narazen. Skratka, to je kar dolga doba, da si 1 leto z nekom narazen, pa hkrati še zmeri v partnerskem odnosu. Ko rečem narazen, pomeni, da sta se že zaključila, se odločila, da je to, se odselila, preselila vsak na svoj naslov, ampak kljub temu sta nekako ali en ali drug nista uspela popustiti, zares v razmerju, in sta se ves čas slišala in nekako vztrajala in po teh 7 letih prišla k meni na terapijo željo, da se končno enkrat to neha. In da, oziroma zdaj on še zmeri željo, da bi uspela nadaljevati, da bi rešila ta odnos. Ona pa pravzaprav zelo izčrpana, utrujena, vse ni je, kaj se, v katero smer se zgodi in odvije. Želi si samo, da se enkrat končajo vsi te cikli. Zdaj, kdor je kdaj bil v kakšnem takem izčrpavajočem odnosu, lahko to zelo razume. Ker nekdo, ki sodi od zunaj, to, kar sem prej razlagala, zdaj nekdo, ki gleda od zunaj tak odnos, bi rekel, pa kaj s tem dvema, že zdavni bi mogla iti narazen ali pa že zdavni bi lahko to uredila na tak in tak način, pa če bi ona samo to, pa če bi on samo to, pa bi bilo vse v redu.
imamo ponavadi kakšne ideje, kaj vse bi se dal narediti, zato da bi to bilo super in fajn in v redu. Ampak resnica je taka, da ko smo v odnosu, se, kako naj rečem, delno spremenimo, sooblikujemo. V odnosu nismo več ista oseba, kot smo sami zase, zato ker nas vsak odnos na en način po svoje oblikuje. Mi vnesemo v odnos en del teh vsebin, kar smo mi, en del tega, kar mi nosimo tudi v sebi, tudi nezavedno, en del tega, kar smo zavedno, seveda, en del tega, kar smo nezavedno, in tudi partner to prinese. In kar je mogoče še več, zakaj tudi rečemo, da je odnos neka tretja komponenta, da ne samo, da štejemo jaz pa druga oseba, ampak da pravzaprav mi dva, te dve osebi, skupaj tvoriva tretjo komponento, ki se ji reče odnos. Zato, ker te dve osebi, če jih damo narazen in vsako v svoj, kaj ne rečem, konc, med druge ljudi, v svojo situacijo, znata biti te dva posameznika povsem drugačna, ko pa damo kjerkoli dva posameznika skupaj, pa bosta ustvarila neko svojo intimo, neko svojo dinamiko, neko svojo celoto in temu mi rečemo odnos. In ta odnos vsebuje cel kup nekih naših projekcij, cel kup nekega, kako ne rečem, ustvarjanja v smislu, da prav s temi projekcijami ustvarjamo drugega človeka, da je takšen, kot mi verjamemo, da je. Ok, to bi lahko malo bolj razložila v smislu, želela sem čim bolj poenostaviti te projekcije, ampak hočem reči, da če mi pričakujemo določen nivo ljubezni, ali pa če smo mi vse, naša podzavest nosi noter zapis o tem, koliko smo mi vredni, kakšne odnose mi zmoremo vzpostavljati, koliko mi lahko zaupamo v odnose, bomo nekako z vso to predlago prišli tudi v odnos. In tudi, če bo na drugi strani nek posameznik, ki je recimo lahko zelo, zelo, zelo iskren in kaj bi rekla, pošten in super, sam zase, ampak ko bo v odnosu recimo z mano, ki, dajmo reči, da imam slabe izkušnje iz preteklosti in jaz ljudem ne zaupam, bom jaz ob vsaki taki nevarni stvari začela, ali pa zame sumljivi stvari začela te odgovore preiskovati, prevpraševati, in nekako bom s to svojo tendenco od drugega pričakovala, da se mi je že zlagal, da se mi bo še zlagal, da je nekaj mogoče mi že kdaj prikril, pa jaz še nisem bila dosti pozorna, da bi to ugotovila, videla. In bolj, ko bom s tem naporna, s tem preiskovanjem, s tem nezaupanjem, bolj bo druga oseba čutila neko potrebo potem, da se res začne malo lagati. Pa ne zato, ker ne bi hotela biti poštena, ampak zato, ker vidi, da vsakič, ko je z mano recimo iskrena, jaz tega ne verjamem in vsem še iščem neke zgodbe v ozadju in neke teorije zarote in je včasih lažje in hitreje, če malo prikrojimo, pa ne povemo vsega, sploh o teh mogoče toksičnih razmerjih je zelo značilno, da so kakšno ljubosumje, kakšna prepovedovanja v smislu ne smeš iti tja, ne želim, da se dobivaš s to prijateljico ali pa prijateljem ali karkoli. In pa naslednjič nam zdaj iskreno poveš, da si bil s tem prijateljem na pivo, lažje reči, smo 1 uro podaljšali v službi, pa je. Ne zato, ker bi ta oseba želela biti neiskrena ali pa nepoštena, ampak zato, ker je enostavno prepoznala, da je ob meni lažje izreči eno tako majhno belo laž, kot pa biti popolnoma iskren. In na tak način delujemo v odnosih. Jaz ne rečem, da zdaj vsi lažemo ali da vsi ne vem kaj delamo, smo nepošteni, ampak želela sem vam dati en primer, kako pravzaprav s temi projekcijami vplivamo ali pa sovplivamo en na drugega. Kako odnos ni nikoli sam zase, kako nikoli odnos ni sam, jaz sem super, drugi je super in zdaj mora biti odnos čudovit.
daleč od tega. Jaz se kot sam, ko si sam zase, enota za sebe, se sebe zavedamo do neke mere. Ko pridemo v odnos, se pa tudi mi več ne poznamo v celoti, se tudi mi kdaj presenetimo s tem, koliko uspemo pravzaprav enega nezaupanja začutiti. Dokler nismo v odnosu, pravzaprav jaz nimam nobenega razloga, da ne bi zaupala. Ko pa prijam si blizu z nekom, ki mi je všeč, ki mi nekaj pomeni, ki si želim ga obdržati v svojem življenju, kar naenkrat pa lahko začutim različno mero ali pa visoko mero tega nezaupanja. Ker je odzadaj verjetno kar naenkrat en strah, da jaz lahko to osebo izgubim. Druga zgodba je, kam zdaj to nezaupanje paše. Skratka, da se vrnem na današnjo temo, kaj bi rekla o toksičnosti odnosov. Torej, da je zelo težko biti skupaj in narazen, da vidimo, da so eni odnosi celo grejo toliko daleč, da pravzaprav se že odcelijo, pa je še zmeraj neka tendenca potem, da bi mogli biti skupaj in probavajo in leta in se izčrpajo in še kar ne gre. V ozadju takih partnerskih zgodb, bom šla tako bolj konkretno spet, je ponavadi zelo oslabljen občutek za lastno avtonomijo. Kdo jaz sem, kako jaz živim sama zase, do katere mere sem se pripravljena prilagajati v partnerstvu in do katere mere ne več, kje je tisto, kar je meni nesprejemljivo, kako postaviti lastne meje, kako verjeti, da si vreden, da se postaviš zase in postaviš svojo mejo. To so ena ključna vprašanja, s katerimi oblikujemo svojo avtonomijo. Se pravi, da vemo, da smo znotraj odnosov mi vredni tudi takrat, kadar postavimo mejo, kadar ne želimo nekaj v celoti sprejeti, da vemo, da bodo ljudje ostali ob nas, tudi ko bomo bili malo samo svoji. In to avtonomijo oblikujemo v najstništvu, v tistih letih, ko se začnemo pravzaprav doma pri naših starših že tam upirati in sprobavati, kje so te meje in začnemo pravzaprav po svoje razmišljati, biti svoja oseba, samostojna osebnost. In pravzaprav že tam začnemo izkušati, kaj pomeni biti v odnosu si hkrati blizu in narazen. Ker spet noben ni avtonomen do te mere, da bi lahko preživel sam zase, da ne rabi nobenega človeka v življenju. Ne, vsi pravzaprav to avtonomijo oblikujemo znotraj odnosov. Se pravi, koliko te odnosi, koliko so te naši prvi odnosi, če lahko rečem, dovolili tega, da smo mi samostojni znotraj družine. In da smo v tem priznani, prepoznani, opaženi, da nismo ustrahovani v smislu, če boš pa tako razmišljala, ali pa če boš pa tako delovala, pol pa ne vem, pol se pa sploh ne bomo več pogovarjali, ali pa te nekako na en način, ali pa te ne upoštevajo v smislu, da kaj boš pa ti vedela, ker še nisi dosti stara, to se bomo že mi zmenila, pusti nas, pojdi stran. Ali pa če so že starši precej odsotni oziroma lahko tudi zasvojeni, da imajo težave z zasvojenostjo, nekako nikjer ne dobiš občutka, da imaš prostor potem ob njih kontrirati, ampak si samo vesel, da takrat tisti dan, ko pride enkrat na pol leta in si vzamejo pol ure časa zate in te celo vprašajo, kako si, takrat ne boš riskiral in bil tam še nasramen in postavljal mejo in rekel, dan se pa ne počutim, da bi se mi dva pogovarjala, dan se mi pa ne da pojdi nekam. Ne, ampak to, ko mi čakaš, iz tega pogrešanja ven, kdaj si bo kdo vzel čas zate, da takrat, ko enkrat končno si nekdo vzame in reče, daj, a mi lahko poveš nekaj o sebi, pa ne rečeš, pa še to niso bili stavki, ponavadi je bilo še kaj drugega, daj danes pa prid, pa bomo skupaj tole naredili. Se sploh ne upiraš, ker enostavno si sam vesel, da si je nekdo vzel čas zate. In seveda se nekje noter oblikuje tudi ta občutek tega strahu, da nas bo nekdo zapustil, da nismo vredni ali pa smo celo ljudem odveč, napoto, da če smo res taki, kot smo, se ljudem ne da z nami družiti in začnemo vse te svoje lastnosti nekako skrajšati, zmanjševati, prilagajati,
Vsakič, ko smo recimo kot najstniki jezni, rečejo, ne, daj, pa grejo stran, pa se nehajo s tabo pogovarjati, ko se boš pomiril, ja, ta stavek, pa prid ven iz sobe, pa nam povej, ne, se pravi, kar pomeni, dokler boš ti obstajal s temi svojimi pogoji, nam nisi zanimiv, pa je tu sobo se pomiriti in ko se boš ti z nami strinjal, pa prid ven, da bomo spet lahko nadaljevali. Kakšno sporočilo je tle v ozadju, dober si, sprejemljiv si takrat, ko deluješ tako, kot smo mi rekli, ko mi zahtevamo, čim razmišljaš sam svojo glavo, za nas nisi sprejemljiv. In kot taka oseba, to tokrat doživi, pravzaprav, da ne zmore razviti neke svoje lastne vrednosti, neke svoje avtonomije, potem tudi v partnerstvu pravzaprav hrepeni po nekem zlitju, hrepeni po tem, da bi tam končno nekdo bil, ki bi te pa imel rad, v celoti rad in te sprejemal. In potem celo najdeš tazga partnerja, in so to pravzaprav tista razmerja ponavadi, ki so od začetka najlepša in so v enem mesecu že živiš skupaj in imaš občutek, da je vse, ne vem kako bi rekla, pravlično, in da se res razumeš na vseh nivojih in da se z nobenim človekom do zdaj še nisi razumel toliko na vseh nivojih, kot s to osebo. Kada sta rojena en za drugega, ali pa s časoma, ali pa zelo hiter, ko mine ta zaljubljenost, ugotoviš, da pravzaprav si v nekem razmerju, ki je lahko toksičen. Jaz ne rečem zdaj, da čisto vse zaljubljenosti, da ne bom koga prestrašila, ampak je pa res, da močnejše ali pa lepše, kot je na začetku, večje kot je ta obljuba, bolj pademo ponavadi na realna tla. In takrat se vidi tudi to, koliko mi premoremo neke lastne avtonomije, koliko mi zmoremo znotraj odnosa postaviti neko mejo, se postaviti zase, reči kdaj ne, ali imamo občutek, da enostavno se moramo z vsem strinjati, biti ves čas skupaj, nas je strah vsakič, ko gre partner nekam, ne vem, na kavo, na ne vem kaj, službeno potovanje in se tresemo in imamo občutek, da moramo to zdaj nadzorovati in imeti to kontrolo in da tega partnerja ne smemo spustiti. In kadar je to, potem drug partner seveda ne more dihati, ima občutek ujetosti, utesnjenosti, tesnobe in bolj, nekdo pritiska s tem strahom, bolj, nekdo proba uloviti, ujeti, zadušiti, bolj bo seveda druga oseba na drugi strani poskušala bežati, se malo osvoboditi, ne bežati od tega partnerja, da se razumemo, ampak bežati od teh občutkov, ki utesnjujejo, ki te nadzorujejo, ki imaš občutek, da te lovijo, da ti ne dopustijo biti to, kar si. In se posledično probamo boriti zase. Zdaj, bolj, ko se mi probamo boriti zase in nadaljevati, to ga vsaj malo zadihaš, ponavadi tega partnerja na drugi strani toliko bolj strah in toliko bolj lovi in rata tako neka taka soodvisna dinamika, tudi takrat, ko se pa mogoče ta partner pa enkrat naveliča in reče, ok, zdaj pa nam več lovijo, zdaj pa res naj gre vse skupaj nekam in konc, tudi jaz sem utrujena od tega lovljenja in popusti, bo pa ta partner na drugi strani začel malo pogrešati to, ko vse je pa fajn, ker končno pa je bil nekdo, ki se je tako lepo zanimal in si želel zate vse lepega in ne vem, se obljubljal vse tisto, kar si prej toliko časa pogrešal. Kaj še mogoče rešitev? Ok, še tega pa vidim, da zdaj sem že kar dolga. Rešitev je delo na sebi in lastno zavedanje, delo na avtonomiji, če lahko tako rečem, delo na temu, da, kar je sicer znotraj odnosa zelo težko, ampak če sta oba dva pripravljena delati, se zelo veliko da, tako da ne obupati, če slučajno ste se najdeli, ki je tukaj noter. Če pa nista oba dva, tudi nič hudega, pa lahko tudi sami začnete delati in raziskovati, kaj vam paše, kje so vaše meje, ker odnos mora biti toliko svoboden, drugače tudi spolnost ne štima. In takih odnosih, ki so tako na tak način toksični, sigurno, zelo verjetno tudi spolnost ne štima, mogoče od začetka še, kasneje pa ne more, ker čim odnos preveč zadušimo, tudi spolnost preveč zadušimo, mi pa rabimo in odnos in v spolnosti rabimo svobodo, rabimo gibanje, rabimo spontanost, en del tudi tega, da so stvari nekontrolirane.
ene sproščenosti, igrivosti, vse to pride zraven, če nimamo toliko rigidnih in strogih in zaprtih pravil oziroma nadzora. In ponavadi imamo še to, da se lahko izključimo, nehamo biti to, kar smo, ugasnemo vse svoje potrebe, želje, občutke, se damo malo na distanco in potem ta odnos sicer izčrpava, je utrujajoč, ampak na en način še kar pelje. Če želimo res narediti nekaj novega v teh odnosih, je prav, da začnemo prebujati svojo senzoriko, da začnemo nazaj čutiti sebe, da se začnemo zavedati, kaj smo, kdo smo, kaj zaznavamo, kaj vsak dan sproti zaznavamo, ne da ratajo tisti deli nas imuni, zaradi tega, ker je enostavno bilo že toliko udarcev, da jih ne moramo več čutiti in je naše telo najdlo neka bypass, kar sem tudi že prej razlagala. Ampak da začnemo spet čutiti, da rečemo, nespoštovanje čutim, jezo čutim in imam pravico to izraziti. Ne vem, kaj bo drugi s tem naredil, zelo verjetno mu ne bo fajn to sprejeti, ampak jaz moram sprejeti odgovornost zase, jaz moram za sebe postaviti neko avtonomnost in del odgovornosti je na tem odnosu, da to dovoljuje, da to sprejme. Če se tega ne da, pa so te odnosi res včasih celo boljši, da propadejo, ker če ne izčrpajo fizično tudi, prav fizično izčrpajo telo do te mere, da pravzaprav vsak dan postane vprašljiv v smislu nekega užitka, nekega smisla. Zakaj? Vesela bom vaših, kaj ne rečem, iztočnic, komentarjev, vprašanj za naslednjič. Vesela bom vaših, vpisov na YouTube kanal. Vesela bom vseh zasebnih sporočil, karkoli mi boste povedali, ker tako kot sem rekla na začetku, zgodbe, ki se dogajajo v vsakem odnosu ali pa doma, pri vas, v vaših intimah, so drugačne, kot pa jih lahko sodimo od zunaj. Do naslednjič, imejte se lepo in se slišimo. Čau, čau!